Živjo, imaš tudi ti probleme, da zmeraj rečeš, nimam časa. Ko te kdo vpraša, nimam časa in si res tako zaseden, res si tako slabo organiziran, rečejo nekateri, ampak ne me povem en namig, kako to nimam časa spremeniš v nekaj drugega kot en slab izgovor. Slab izgovor je nimam časa. Dober pa je, a je to pomembno, a to rabim, kdaj bom iz tega naredil konverzijo, karkoli že, to so pa ta pravi stavki, ki jih pa običajno ne radi razmišljamo, ker so preveč konkretni. Stvar, nimam časa, je tako. Napiš vse naloge, katere ima za narediti. To je ena to-do lista, ampak običajno ljudje napišejo 18, 38, 58 nalog. To dejansko ne moreš narediti. Je pa res, da tudi kako napišeš naloge, tudi nalog ne znamo pisati. Pišemo vse, kaj imamo za narediti, ampak to pa pomeni, pokliči Jožeta, pokliči Petra, pokliči Pavla. In to niso 3 naloge, to je ena naloga, klici. In to je en del, ki si ga napišemo 15 minut, 30 minut rabimo za klice. Klici, ponudba, sestanek, karkoli. To so te neke naloge, ki jih moraš narediti, ki ti bodo zmanjšale ta občutek, nimam časa. Potem, ko si napisal vse te naloge, seveda, če delamo dnevna to-do lista, ima tam 5 do 7 nalog, ki jih lahko naredimo. Če boš vsaj naredil 3 poklukaš narejeno, super rezultat. Zakaj? Zaradi tega, ker običajno si jih ljudje napišejo 24, pa ne končajo nobene. Ali pa ne dokončajo čist popolnoma nobene, ali pa eno in pa reče, cel dan sem delal, pa nimam kaj pokazati. Zato vam priporočam zdaj naslednjo stvar. Ko ste napisali vse te naloge, lahko jih napišete vsako nalogo na svoj listek, da imate polno malih listkov. Zdaj pa naredite 3 kupe. Kup A, kup B in kup C. In po prioritetah. Kup A so naloge, katere morajo biti končane ta trenutek, zdaj, čim hitreje, takoj, ampak samo od vas. Ker je zelo specifična naloga, ki jo lahko narediš samo ti. In jo moraš narediti sam. To so A naloge. Potem so naloge B. So pomembne, nujne, ampak niso tako nujne kot A, pa še što si o tem, da del te naloge ali mogoče celo nalogo lahko naredi nekdo drug, mogoče tvoj sodelavec. In kupček C so naloge, ki jih ti držiš v roki, namesto da bi jih delegiral. Ali jih bi dal sodelavci, ali outsourcanje, ali bi jih pa vrgel v koš. Zaradi tega, ker ta kup na mizi ne pomeni, da si zelo pomemben človek, pomeni, da si slabo organiziran in pa tudi druga stvar pomeni, da tisti ljudje, ki od tebe nekaj pričakujejo, naj bodo to sodelavci, naj bodo to nadrejeni, naj bodo to tvoji kupci, tega pač nikoli ne dobijo na ta prav termin, ta prav čas in vse skupaj. In izgovor nimam časa je velik stres. In če si skozi to ponavljaš, nimam časa, dejansko si pod stresom za popizdeti. In jaz vam tega ne želim. Mogoče vam kupček A, B pa C, kaj pomagajo.